nadaljeval tam, kjer sem zadnjič zaključil in naredil sem domačo nalogo. Med tem časom, se pravi v enem tednu, je bilo objavljenih kar nekaj študij po celem svetu, natanko iz tega področja. Tako da bi na kratko se najprej zadržal pri teh raziskavah oziroma pri nekaterih poudarkih. Sicer pa je naslov današnjega predavanja motivi, motivacija. Oziroma lahko bi rekli vprašanje, kaj je tisto, kar morda žene ljudi v izoliranost, samoto, in seveda ključno vprašanje, ali je sploh mogoče reči na smiselen način, da obstaja motivacija za osamljenost. Zadnjič smo naredili nekaj potez, s katerimi smo razločili izoliranost in samotnost od osamljenosti in rekli, da je izoliranost človeka lahko motivirana, v tem našem primeru sicer ni motivirana, ampak to ne spremeni osnovnega dejstva, da se človek lahko odloči za izoliranost za nekaj časa, za določene namene, lahko gre v samoto, nekam v divjino, na planino, v puščavo. Recimo Jezus Kristus je šel za 40 dni v puščavo in ima zelo jasen cilj in namen, torej zakaj se človek odloči za kaj takega, in rekli smo, da je pri tem ključno, da se lahko kadarkoli vrne. Ko govorimo o osamljenosti, je zadeva precej drugačna. Nekaj poudarkov iz raziskav smo si zadnjič ogledali, no in ena oziroma predzadnja, ki jo bomo danes ponovili, je tale, ki je na zaslonu. V tem času, ko se nismo videli, oziroma od prejšnjega predavanja do danes, je bila tudi v Sloveniji narejena vsaj ena raziskava, za katero jaz vem, lahko da jih je bilo več. No in ta je pokazala, če ji gre verjeti, se pravi, če so podatki zanesljivi in veljavni, da 10% ljudi že trdi, že pravi, da so se medsebojni odnosi v družinah, v katerih živijo, poslabšali. 10% je seveda sorazmerno malo, zlasti v primerjavi s podatki, ki smo si jih ogledali zadnjič, in na koncu rekli, da izoliranost, neprostovoljna izoliranost, ki smo jo zdaj deležni, sama po sebi ne povzroča občutkov osamljenosti, ne povzroča padca kvalitete medsebojnih odnosov, prispeva k njim, to prav gotovo, ni pa res, da jih povzroča. In zadnjič smo rekli, da je za razumevanje psihologije osamljenosti in izoliranosti zelo pomembno razumeti naravo medsebojnih odnosov. Stabilni, dobri, kvalitetni medsebojni odnosi so zelo trdoživi in izoliranost, tudi če traja dlje časa, jim zlepa ne pride do živega. Se pravi, če ljudje ugotavljajo, da se je kvaliteta medsebojnih odnosov, zlasti v družinah, poslabšala, moramo iskati razloge drugje. No, nadaljevanje teh raziskav bi šlo lahko takole, naj samo še enkrat ponovim, da na primer znotraj Evropske unije raziskave kažejo, da kar tretjina vseh ljudi trdi, izjavlja, da živijo sami v svojih stanovanjih. To je pošastna številka, to je izjemno visoka številka, seveda, če verjamemo raziskavam, in sam nimam dobrega razloga, da jim ne bi verjel. Zdaj pa še nekaj za nadaljevanje, torej nekaj raziskav, ki so bile objavljene pred kratkim, ta je recimo 20. marca letos. Gre za analizo stresorjev, pravi tistih dejavnikov, ki na vse nas zdajle bolj ali manj delujejo, pritiskajo. Še enkrat poudarjam, to ne pomeni, da sami po sebi kaj povzročajo, trdijo pa raziskave, da delujejo, da vplivajo
na nas in sicer ne samo na naše duševno zdravje, ampak tudi na naše telesno zdravje. O tem bomo še kasneje nekaj spregovorili. Situacija, v kateri smo se znašli, bremena, ki na nas delujejo vsak dan, so povezana z naslovom tega kratkega prispevka na strani bloga, na blogovski strani znamenite revije Scientific American. To je kratek prispevek o tem, kar pravzaprav velja za vse nas. Časi izoliranosti, v katerih živimo, so namreč časi negotovosti. Zato vsi po malem vsak dan poskušamo narediti to, kar je v naslovu tega prispevka. Skušamo predvideti. Naši možgani so seveda narejeni za predvidevanje. Skušamo ugotoviti, kakšna je verjetnost, kaj se bo dogajalo današnji dan, jutrišnji dan, čez en teden, zdaj v zadnjih nekaj dneh zagotovo veliko ljudi kalkulira, ugotavlja, razmišlja, skuša ugotoviti, kakšna je verjetnost, da bomo šli poleti na počitnice. Ali bomo šli lahko v tujino, bomo šli lahko na hrvaško obalo ali ne, ali bomo doma. Skratka, gotovo je eno od ključnih bremen zdajle to, ki je v naslovu. Spravi, skušamo predvideti, ugotoviti, torej v principu nekaj, kar je najbrž onkraj naših zmožnosti. Danes, na primer, sem prebral v časniku The Guardian prispevek enih znanstvenikov, ki pravijo, da je spet precej verjetno, da bo social distancing, da bo razdalja med ljudmi potrebna vse do leta 2022, če bomo res hoteli popolnoma zajeziti to pandemijo. In seveda spet, to so predvidevanja, to so ideje, to so scenariji, ki imajo v osnovi nekaj neizračunljivega. Nihče čisto natančno ne more vedeti, ali je to res. Ali se bo to res zgodilo ali ne. Ali pa bo morda še slabše, kakršne so zdajle napovedi. Za psihologijo, s katero se tukaj ukvarjamo, je to izjemno pomembna beseda. Kako vključiti v svoje vsakdanje vedenje, razmišljanje, načrtovanje, delovanje nekaj čuljivo, nekaj, česar preprosto je, kar je neznanka, česar ne moremo spremeniti v nekaj znanega. Za psihologijo je torej to pomembno zato, ker negotovost do določene mere vztraja. Mi se pravzaprav zdajle hote ali ne hote učimo bolj kot sicer v preteklosti živeti z negotovostjo. Določene rutine, torej končali ali pa ne ustavili smo se pri tej temeljni ideji, s katero se danes srečujemo. Kako živeti z negotovostjo. Še enkrat poudarjam, ni to pomembna toliko izoliranost kot taka, ampak to bremena, ki nam jih prinaša. Naslednja raziskava, ki bi jo omenil na kratko, je izjemno pomembna. Pravzaprav se je prvič v zgodovini pojavila prepričljiva raziskava, ki potrjuje nekaj, kar smo do določene mere že slutili, domnevali, sedaj pa je to tudi dokazano. Nevroznanstveniki in kognitivni znanstveniki so ugotovili, raziskava je bila objavljena 26. marca letos na MIT-u v Ameriki, so objavili ta preliminarni začetno poročilo o raziskavi, ki dokazuje, da moramo do določene mere preoblikovati ali spremeniti znamenito Maslowovo hierarhijo potreb, ki jo danes poznajo vsi ljudje. Maslowova hierarhija potreb pravi, da so za človeka čisto na dnu piramide temeljne in najpomembnejše biološke potrebe, ki jih moramo zadovoljiti. No, ta raziskava pravi, da je majčkeno drugače.
da se naši možgani odzivajo na osamljenost, izoliranost zelo podobno, kot se odzivajo na hrano, se pravi na potrebo po hrani. Zato lahko rečemo to, kar je tudi podčrtano spodaj z rdečo. Torej, začeli smo tukaj to je naslov te raziskave. Torej, prišli smo do spoznanja, da se naši možgani zelo podobno, ali pa tako rekoč enako odzivajo na potrebo po hrani, ki je prav gotovo temeljna potreba, in na potrebo po vzpostavljanju medsebojnih odnosov. Da je to, kar nam prinašajo seveda zlasti kvalitetni medsebojni odnosi, enako pomembno kot hrana, ki jo zauživamo. In ni naključje, da, če lahko uporabim to frazo, ljudje kdaj rečejo, da je potreba po duhovni hrani enako močna kot potreba po fizični hrani, po hrani, ki jo sicer vsak dan uživamo. Ta raziskava torej to neposredno dokazuje, kar seveda pomeni, da če enkrat opozorimo na razliko med kvalitetnimi odnosi in odnosi, za katere ne moremo reči, da so kvalitetni. Če se naši možgani odzivajo na odnose tako močno, tako silovito, kot pravi ta raziskava, potem je treba reči še tole. Tako kot potrebujemo hrano, da preživimo, potrebujemo tudi kvalitetne medsebojne odnose, kajti slabi, nekvalitetni medsebojni odnosi so v resnici destruktivni. Niso nič drugega kot množica stresorjev, o katerih govori raziskava, ki sem jo omenil predtem. To so bremena. Stresorji v bistvu predstavljajo bremena, tako kot določeni medsebojni odnosi, čeprav so odnosi za človeka niso nič drugega kot breme. In živeti s takimi bremeni dlje časa ima seveda lahko katastrofalne posledice. Odgovor, h kateremu ves čas težimo, seveda je, če vse to drži, kako potem vplivati, da ne bo vse skupaj preveč, da ne bodo bremena prevelika, da se bojo občutki osamljenosti zmanjšali, da bomo bolj zdravi prenesli vse to, kar se nam dogaja. Ena luštna raziskava tudi je objavljena v tej reviji Scientific American, jaz jo tukaj samo parkiram, k njej se bomo ves čas kasneje vračali. Spregovorili bomo o nekaterih sorazmerno drobnih zadevah, ki pa lahko zelo veliko prispevajo k kvaliteti naših medsebojnih odnosov. Prejšnjo sredo sem dobil eno povratno informacijo na moje prvo predavanje. Nekdo je nekaj zapisal in tisti zapis je bil zelo pomemben, ne samo zato, ker se je sploh zgodil, ker se je zgodila ena drobna refleksija tega, kar sem povedal, ampak je bil pomemben tudi zato, ker verjetno se boste strinjali tudi vi z menoj, da je danes bolj kot prej pomembno, da smo v stikih v živo. Se pravi, da so stiki prek družbenih omrežij, o tem smo zadnjič veliko govorili, ki jih je zdaj lahko še bistveno več, kot jih je bilo prej, da so super, da so fajn, ampak da imajo pa v živo še neko dodatno dimenzijo, po kateri najbrž zdajle bolj ali manj spet vsi hrepenimo. In kasneje se še, kot rečeno, vrnemo k temu. Kljub temu, kar se nam dogaja, kljub morju možnosti, ki jih imamo, da se vidimo prek družbenih omrežij, prek pametnih naprav in da uporabljamo digitalne tehnologije,
pa še vedno velja nekaj, kar je veljalo tudi že prej, preden smo se znašli v tej izoliranosti. Ko govorimo o razlikah med kvalitetnimi medsebojnimi odnosi in odnosi, ki niso kvalitetni, je prav gotovo na prvem mestu beseda, ki jo vsi zelo dobro poznamo, in to je brezbrižnost. Ne glede na to, koliko možnosti imamo ljudje, ne glede na to, kako smo pri tem lahko omejeni zaradi izoliranosti in tako naprej, dejstvo je, da imamo vselej na voljo veliko možnosti, da vstopamo v medsebojne odnose. Pa vendar se najbrž strinjate, da je brezbrižnost ena od ključnih besed, ko govorimo o medsebojnih odnosih. Pravi, ne toliko izoliranost kot taka, kot fizično dejstvo, da smo pač izolirani, ampak nekaj psihološkega, in to je brezbrižnost. Nam je lahko vseeno za množico drugih ljudi, nam je lahko vseeno za ljudi, ki so nam sicer blizu, lahko nam je bolj vseeno, manj vseeno, in vsakdo na svoji koži čuti, kako pomembna je za njega brezbrižnost ljudi, zlasti brezbrižnost tistih ljudi, za katere meni, da bi rad imel več in boljše stike ali medsebojne odnose. In seveda egocentrično ugotavljanje, da smo lahko žrtve brezbrižnosti drugih ljudi, je treba dopolniti z ugotovitvijo, da enako velja tudi za druge ljudi. Se pravi, tudi drugi ljudje so lahko žrtve naše brezbrižnosti. Zato je za temo, s katero se ukvarjamo, prvo in temeljno vprašanje tole. Seveda smo vsi bolj ali manj izolirani in smo prisiljeni biti izolirani. Drugo je, koliko smo zaradi tega ali ob tem ali pri tem osamljeni. To je druga tema, o kateri bomo še govorili. Zaenkrat je ključno vprašanje, ne glede na izoliranost, kako se obnašamo do drugih ljudi. Kako je z našo morebitno brezbrižnostjo do drugih ljudi. Izoliranost je seveda lahko tudi dobra odskočna deska, da rečemo sami sebi, fajn, zdaj nam pa določenih ljudi ni treba videti, ali pa ni treba biti vsak dan skupaj z njimi, recimo na delovnem mestu. Torej, tukaj parkiram še eno ključno besedo za psihologijo izoliranosti in to je brezbrižnost. Zdaj pa k tem naslovu današnjega predavanja. Rekel sem že, da obstaja motiv za, ali pa motivacija, motivi za človekovo samoto in izoliranost. In glede tega zdajle ni kaj posebnega dodati. Tukaj na zaslonu vidite eno znamenito sliko ameriškega slikarja Edwarda Hopperja, ki govori o nočnih pticah. Ta slika je zelo dobra ilustracija tega, o čemer govorim. Človek se lahko odloči, da bo noč preživel v enem baru, ki je odprt, ampak to še ne pomeni, da je osamljen. Morda pač preprosto želi biti sam. Čisto nekaj drugega pa je, če to sliko gledamo kot podobo osamljenosti, podobo osamljenih ljudi, tako kot recimo jo vidimo na tej sliki. To je podoba osamljenosti. To ni podoba človeka, ki želi biti nekaj časa sam, da v miru spije svojo kavo. To je osamljenost, ki je zapisana v naslovu na obrazu te mlade ženske, ali pa podobno še ena Hopperjeva slika z naslovom Hotelsko okno, to je podoba osamljenosti. In nihče ne more najti kakšnega dobrega razloga, in ga do zdaj tudi nihče ni našel, da bi človek imel motivacijo, da bi bil osamljenost po definiciji povezana z bolečino in trpljenjem. In zdaj v luči teh zgornjih raziskav, omenjenih raziskav, osamljenost je v nekem smislu veliko težje prenašati kot lakoto. Seveda, če dovolj dolgo časa človek ne je, umre, ampak tudi osamljenost, če traja dovolj dolgo časa, je močan faktor
tveganj za različne bolezni in za prezgodnjo smrt. Ko govorimo o motivaciji, ko govorimo pa uporabljamo besedo brezbrižnost, ko se ukvarjamo z vprašanjem, koliko brezbrižnosti je recimo okoli nas, kako je z našim odnosom do tega in tako dalje, potem velja izpostaviti še eno besedo, h kateri se bomo vračali. In to je, osamljenost je izvrstno upodobljena na eni sliki, ki je sicer podoba pekla. Podoba, ki je ravno nasprotna od tega, kako si ljudje ponavadi predstavljajo pekel, tisti, ki pač verjamajo v njega. Dantejeva božanska komedija je prava referenca za razumevanje tega, o čemer govorim. Dante namreč sijajno predvidi, da ljudje v peklu ne živijo v vročini, se ne kuhajo v vrelem olju in ne obračajo jih na ražnju, ampak da je pekel v bistvu led. Da je to pokrajina, v kateri je vsak posameznik ujet v ledu, tako kot v eni ledeni kocki, in se ne more premakniti. In če govorimo o osamljenosti, potem govorimo mnogo bolj kot o izoliranosti in samotnosti, govorimo o nemoči posameznika, da bi premagal čustveno praznino oziroma da bi osmislil izoliranost, v kateri se je znašel. Zdaj počasi uvajam še nek izraz, za katerega sem izjemno tudi osebno, celo intimno zainteresiran. Namreč, ko sem se leta nazaj usposabljal na enem področju, ki ga zaznamuje beseda logoterapija, gre za seveda logoterapijo Viktorja Frankla, si nisem predstavljal, da se bomo kdaj znašli v situaciji, ki je seveda neprimerljiva z tem, kar je dal skozi Viktor Frankl. Vemo, da je preživel 3 leta v taboriščih smrti. Taborišče smrti je neprimerljivo s tem, kar danes doživljamo zaradi izoliranosti, pa vendar je ena beseda ali pa dve besedi sta, ki izstopata in danes dobivata nov pomen, novo funkcijo in novo vrednost. To je pomen oziroma smisel, ki ga človek lahko pripiše, ki ga lahko ustvari, ko nekaj počne, ko nekaj deluje. In k prejšnjemu ugotavljanju, kako pomembna je človekova potreba po odnosih z drugimi ljudmi. Odnosi niso isto kot stiki. Ne govorimo o potrebi po stikih, tudi to je v redu, ampak govorimo o odnosih. Odnosi so nekaj trajnejšega in kvalitetnejšega od stikov. Ko torej govorimo o tem, mislimo tudi na ti dve besedi, ki predstavljata vogelni kamen logoterapije, in to sta pomen in smisel. In človekova potreba po pomenu. Torej, ključna beseda v tem trenutku ni izoliranost, ampak osamljenost. In ko govorimo o osamljenosti, je zopet ključna beseda nemoč. Nemoč posameznika, da bi vzpostavil take odnose, da bi mu pomagali premagovati občutke osamljenosti. Zdaj, kateri so občutki osamljenosti? Kaj pravzaprav osamljenost sploh pomeni? Kako jo prepoznamo? Tukaj je nekaj osnovnih razsežnosti, osnovnih dimenzij osamljenosti. In vidimo, in to smo zadnjič kar precej obdelovali, kako pomembna je spet beseda nezmožnost. Posameznik ne zmore globljih, intimnejših odnosov z ljudmi, ki so okrog njega. Zato mu nič ne pomaga množica priročnikov ali nasvetov ali česa podobnega, kar zdaj kroži med ljudmi, in zadnjič smo govorili o tem, obstaja cunami raznih nasvetov in idej in praks in povezav in vsega drugega, ampak to je vse bolj ali manj premalo. Prekratko je. Človek s tem ne more premagati svoje notranje občutka nemoči.
Mogoče tudi prihaja do izraza v teh času izoliranosti druga točka. Ljudje že tako ali tako svojo vlogo pri tem imajo seveda ravno digitalni mediji, recimo Facebook, verjamejo, da imajo veliko prijateljev, celo znancev, ampak za osamljenega človeka je značilno, da nima dobrega ali pa, kot se temu reče, najboljšega prijatelja. Da ne bom zdaj bral vsega tega, kar piše, ker to ni v moji navadi, to so torej značilnosti kronične osamljenosti. In kronične osamljenosti ne moremo preseči drugače kot z vzpostavljanjem kvalitetnih odnosov. In spet, ni posameznik tisti, osamljeni posameznik, ki to naredi, ampak to naredijo ljudje okrog njega. Kronična osamljenost je izjemno pomembna ne samo v družini, kjer živimo, ali pa v okolju, kjer se praviloma veliko gibljemo, seveda je okolje, kjer se zelo veliko vsak dan gibljemo, ko smo v službi, je delovno mesto. In tukaj tudi vidimo, kakšne so posledice občutenja kronične osamljenosti. Še ena taka drobna raziskava, oziroma ta ni celo tako drobna, nekaj milijonov ljudi je bilo vključenih vanjo, trajala je 7 let, pravzaprav ravno ni drobna raziskava, ki potrjuje, kako izjemno pomembno je to, o čemer govorimo. Ne torej še enkrat izoliranost, samotnost, ampak občutki osamljenosti. Tukaj vidimo, kako pomemben faktor tveganja je občutek osamljenosti in ni naključje, da ga v literaturi imenujemo tihi ubiralec. In če povzamem, za osamljene ljudi je značilen temeljni, osnovni občutek, da je nekako človek izguba. Da enostavno je osamljen zato, ker je na njem nekaj takega, z njim je nekaj narobe, on je loser, ne išče razlogov za to zunaj, zlasti pa težko razume medsebojne odnose, ki k temu seveda prispevajo. Če povzamem, ne moremo govoriti o intrinzični notranji motivaciji človeka, da bi bil osamljen. To je leseno železo, to je preprosto nesmisel. Je pa seveda možno govoriti tudi o tem, da potem, ko je človek osamljen, ko postaje njegova osamljenost kronična, da se nekako na nek način na to lahko navadi. In živi, kot da je to njegova osebnostna drža, kot da je to del njegovega življenjskega sloga. Na takega človeka se navadijo seveda tudi drugi ljudje in osamljeni človek počasi postaje neviden. Neviden sicer fizično seveda obstaja, ampak on se navadi do določene mere, drugi ljudje se navadijo, kot se temu reče, pustijo ga pri miru in človek živi svoje osamljeno življenje lahko kar dolgo časa, ne da bi pravzaprav sploh kdo opazil, da se to dogaja. No, to so ključne značilnosti ali pa razsežnosti ali pa koordinate, če lahko rečem, tega, kar se nam zdaj po malem dogaja, ker smo vsi bolj ali manj izpostavljeni enakim bremenom, ki jih prenaša izoliranost kot taka. Zdaj, tole, kar je na zaslonu. Ljudje smo že sicer navajeni, da kaj pošimfamo, jamramo, nad čim se pritožujemo, iščemo seveda težave in napake, zlasti seveda pri drugih ljudeh. In tudi to bo, verjetno vedno bolj, to je pa za množično psihologijo pomembno, veliko ljudi bo počasi, če bo tole trajalo, postajalo zelo nezadovoljni. Ne samo, da bodo osamljeni v svojih okoljih, ampak bodo tudi vedno bolj nezadovoljni. Zlasti, ker se bliža poletje, in če bo gibanje omejeno, je seveda mora biti spoznanja iz psihologije izoliranosti pomembna tudi za oblast. Ljudje, ne glede na to, kako dobro so opremljeni in kakšne medsebojne odnose imajo, dolgo časa ne bodo zdržali,
ne da bi se začeli pritoževati nad ukrepi, nad oblastjo, drug nad drugim in tako dalje. Zdaj, ko vsem temu besednjaku, ki smo ga že vpeljali, vpeljemo še eno besedo, ko dodamo še to, se začne pa pravzaprav počasi razpad tega, kar imenujemo družbeno življenje. Vedno več ljudi je, ki se zaradi bremen, potem se začnejo pritoževati, se začenjajo odklapljati, kot se temu reče, in družbeni odnosi začnejo razpadati. In vedno več je posameznikov, ki pravzaprav poskušajo, in to poznamo tudi iz zgodovine, poskrbeti vsak zase. Naenkrat zdajle je solidarnost velika in hvalimo jo in krasno je, da je taka in super in fajn in tako naprej. Ampak zaradi bremen se lahko zgodi, da začne to razpadati in naslednja faza so torej posamezniki, ki razmišljajo, nič, vsak naj poskrbi zase, kakor ve in zna, da bi se pač rešil. Ko pa se to zgodi, imamo v bistvu pred sabo zelo čudno, paradoksno situacijo, družbeno situacijo, množica izoliranih posameznikov, ki skušajo zaščititi sami sebe in pravzaprav družbeno življenje včasih začne razpadati. In to je gotovo tudi eden od dejavnikov, ki že v nekaterih državah vpliva na to, da vlade poskušajo, včeraj smo videli recimo v Nemčiji, razmišljati, družbeno življenje moramo vrniti, ne samo zaradi gospodarstva, to je seveda pomemben dejavnik, ampak zaradi družbe kot take, zaradi množične psihologije in psihologije posameznikov. Zdaj, ko smo postavili en dober besednjak za razumevanje izoliranosti, osamljenosti in samote, je na vrsti ključno vprašanje. Kaj je zdaj tisto, kar v resnici deluje, da se zaščitijo in posamezniki, da ohranimo odnose ali pa da jih še celo okrepimo in da ohranimo seveda družbeno življenje, ker si nihče ne želi razpada. Na to vprašanje je pravzaprav na začetku sorazmerno lahko odgovoriti in dobro je imeti še en vpogled v to, kar se v zadnjih desetletjih pravzaprav na tem področju že dogaja, ker nas bo to pripeljalo do enega novega in zelo pomembnega vpogleda. Že zadnjič sem omenil, da imamo danes in seveda že kar precej časa na razpolago morje priročnikov in nasvetov in vsega drugega. To je recimo še en tak, ki sem ga izbral. Danes sem omenjal ljudska števila, ki jih ponovadi uporabljajo strokovnjaki, 12 nasvetov, 7 nasvetov, 10 nasvetov, 3 nasveti. No, recimo ena taka svetovna uspešnica je tale, ki daje 365 nasvetov, kako vsak dan po malem prispevati k temu, da je človek sam sebi coach in psihoterapevt in psiholog in ne vem kaj še vse. Ampak to so stvari, ki lahko imajo nek minimalen pomen za določene ljudi, ampak problemov, s katerimi se mi zdaj soočamo, seveda to niti približno, niti oddaleč pravzaprav ne rešuje. Naslednje dve knjigi mogoče še bolj pomembno in še bolj natančno opredeljujeta to, do česar hočem pripeljati naše razmišljanje. To so knjige, ki so že kar nekaj časa predmet številnih razprav, številnih analiz, kaj se pravzaprav v zadnjih nekaj desetletij dogaja. In zdaj, če pogledate to levo knjigo, ki govori o terapevtski kulturi, že lahko slutimo, kaj se dogaja zadnjih, recimo tam nekje 40-50 let, zlasti v Združenih državah Amerike, z razvojem enega posebnega načina delovanja, ki ga dobro problematizira ta desna knjiga, ki pokaže, kaj se pravzaprav ne da bi hoteli, ker nismo zlobni, usporedno kot byproduct dogaja z razvojem kulture terapij. Namreč vsi poznamo klišeje, ki ga
prikazuje zlasti v hollywoodskih filmih, v katerih večkrat vidimo, kako imajo predvsem premožni, bogati ljudje še vsak svojega terapeuta, analitika, svetovalca, s katerim predelujejo vsak dan teme in probleme in issues, ki jih imajo in tako dalje. In tudi danes je mogoče videti tako rekoč na vsakem koraku, da je pravzaprav terapevtska kultura vse povsod okrog nas. Da se zdi, da je vsak človek po malem psihoterapeut, nek laični psiholog, nekdo, ki lahko nenehno nekomu ponuja nasvete, daje, ne vem, kratke modre izreke, kako naj se obnaša in tako dalje in tako dalje. Manj je pa jasno, ker je to bolj nevidno, kako se pravzaprav spodkopava ena naravna zmožnost ljudi. Ena naravna zmožnost ljudi, da se zanesejo sami nase. Kako se po malem spodkopava zmožnost ljudi za samozavestno odločanje, in kako se vse bolj zdi, da človek vedno znova potrebuje to, kar izraža krasno angleška fraza, zato sem jo tudi pustil v angleščini, potrebuje manipulativne tehnike, nekoga, ki mu zaupa, ki mu bo nekaj povedal, ki mu bo nekaj svetoval, in tega, kot že večkrat rečeno, je danes ogromno. Ampak v resnici gre za praviloma, ne vedno seveda, praviloma pa za manipulativne tehnike, s katerimi se pravzaprav ljudem odvzema zmožnost za res samostojno, avtonomno odločanje, za razvoj samospoštovanja. Človek ima skozi te prijazno manipulativne tehnike občutek, kot da se sam ni zmožen odločati o številnih zadevah v svojem življenju, kot da mora vedno znova nekomu nekaj povedati, nekoga prositi za nek nasvet in tako dalje. Psihološka praksa to potrjuje, ko pride posameznik, recimo dijak, k psihologu, taka je moja dolgoletna izkušnja, hitro pridem do vpogleda, da sem jaz pravzaprav že tam 5., 6., 7. človek v vrsti, da je ta oseba svojo zgodbo, svoje težave, svoje probleme zaupala že 6 ljudem predtem, ki nimajo s psihologijo nobene zveze, ampak to vse drobno ilustrira to kulturo terapevtskih, nekakšnih psihopatoloških oziroma psihoterapevtskih medsebojnih odnosov, zaradi česar bi človek rekel, odkot za Boga potem vse te številke o osamljenih, o kronični osamljenosti, o samomorilcih, o duševnih boleznih, o trpljenju, vsega tega sploh ne bi smelo biti. Seveda ni čisto tako, kultura teh terapevtskih svetovanj je bolj ali manj šalabajzarska, to je zelo nepribližno, zelo malo pravzaprav zares učinkuje. Potem, ko res na koncu človek več ne ve, kam bi se obrnil, potem pa res pride končno k enemu dobremu terapevtu, analitiku. Še res par stavkov izpostavil tole izjemno knjigo Alice Miller, mogoče jo poznate, ki je postala res en temeljni vogelni kamen sodobnega psihološkega dela, to je drama z naslovom, torej knjiga z naslovom Drama biti otroka. In v tej knjigi Alice Miller pravzaprav pokaže nekaj silno preprostega, nekaj, kar velja tudi za nas danes in s čimer se bomo ukvarjali še in še, saj upam, da je tako. Mirna duša lahko preskočite morje enih nasvetov, drobnih, laičnih, psiholoških in drugih in se vprašate, tako kot se Alice Miller, kaj potrebuje otrok. In odgovor je na nek način zelo preprost, čeprav je tudi zelo, zelo zahteven, namreč spoštovanje drugega človeka. Spoštovanje drugega človeka, da ima otrok občutek, da ga obravnavamo kot osebo, ne pa kot eno igračko ali pa kot nekaj, s čimer se postavljamo pred sosedi in tako dalje. In seveda dostavek je zelo preprosta, vprašanje je, kaj potrebuje ne samo vsak otrok, ampak sploh vsak človek. Natanko isto. Pravi, ključna beseda k besednjaku, ki sem ga do zdaj razvil, če se spomnite, čisto na začetku sem omenil besedo brezbrižnost, zdaj bi pa zaključil po sili razmer, pa bomo drugič nadaljevali z besedo medsebojno spoštovanje. To, kar je danes eno najpomembnejših
eden najpomembnejših izzivov, pred katerimi smo, tudi potem, ko bo konec te izolacije, je, kaj prispeva k takim medsebojnim odnosom, da lahko rečemo, da ljudje drug drugega spoštujejo.